Ker znakov okužbe nimajo vsi okuženi z novim koronavirusom, strokovnjaki ocenjujejo, da je koronavirusno bolezen imelo bistveno več ljudi, kot lahko razberemo iz uradnih številk. Koliko je že bilo okuženih, so zato želeli izvedeti s posebno raziskavo na reprezentativnem vzorcu. To pomeni, da so testirali takšno skupino, ki je po starostni raznolikosti in drugih značilnostih podobna vzorcu vseh ljudi, ki živimo v Sloveniji. Testirali so tudi otroke. Z nacionalno raziskavo o razširjenosti COVID-19 v Sloveniji so želeli dobiti čim natančnejše podatke o tem, koliko ljudi je trenutno v naši državi okuženih s tem virusom, koliko okuženih ni imelo simptomov koronavirusne bolezni in sploh niso vedeli, da so okuženi, in pa koliko ljudi je že prišlo v stik z virusom in bolezen že prebolelo. K raziskavi so povabili 3000 ljudi, vabilu se jih je odzvalo 1368, med njimi so tudi otroci. Protitelesa proti novemu koronavirusu so odkrili pri 41 sodelujočih. To pomeni, da so bili v stiku z boleznijo. Od teh 41 sta le 2 imela aktivno obliko bolezni, slabi 2/3 sta poročali, da sta imeli katerega izmed simptomov, več kot tretjina pa je bolezen prebolela brez njih. Novi koronavirus so torej odkrili pri 3,1 sodelujočih v raziskavi. Strokovnjaki na podlagi izsledkov te raziskave menijo, da se je do zdaj okužil vsak 30. človek v Sloveniji. Ocenjujejo, da je stopnja tako imenovane prekuženosti med 2 in 4 odstotki. To je malo. Pomeni, da je bil boj proti bolezni uspešen in da je naš zdravstveni sistem lahko dobro poskrbel za vse obolele. Raziskava pa s tem še ni končana. Sodelujoče bodo poklicali vsake 2 tedna in če bodo ti pri sebi zaznali simptome, spet testirali, oktobra pa jih bodo še enkrat testirali v vsakem primeru. Koliko časa, če sploh, so oboleli za koronavirusno boleznjo odporni, ni znano. Na podlagi izsledkov te nacionalne raziskave naj bi se politiki odločali o sproščanju ukrepov, a se za zdaj še niso. Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da se je virus v Sloveniji morda pojavil že januarja, pa tega nismo vedeli. O takem primeru zdaj poročajo iz Francije. Našo državo je zato tudi Svetovna zdravstvena organizacija pozvala, da naj razišče primere pljučnic nepojasnjenega izvora, ko pri nas uradno koronavirusne bolezni še ni bilo.